Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat malce drugačna epizoda. Pogovarjali se bomo s poklicnim trgovalcem oziroma traderjem, ki hodi v službo in trguje z večmilijonskimi zneski, in sicer trguje z energenti oziroma z elektriko. Jan Bohinec, ki je direktor trgovanja pri GEN-I, dobrodošel. Živijo, lepo zdrav. Mogoče samo še to, trgovanje je eden pomembnejših stebrov GEN-I, ki se uvršča tudi med vodilna energetska podjetja, sem prebrala na vaši spletni strani. Ja, res je. GEN-I je mednarodno podjetje. Trgovanje je eden izmed poslovnih aktivnosti. Sicer pa pokrivamo tudi druga področja, recimo dobava, potem smo najbolj znani v javnosti, dobava zemeljskega plina in električne energije. Za končno odjemalce. Zdaj, preden sva prežgala najin oziroma sva šla snemat, si omenil, da si analitik ali si zdaj trgovalec, ker vidim, da si direktor trgovanja. Se predstavljam, da si potem trgovalec, ne? Zanimivo vprašanje. Moja kariera se je pri GEN-I začela 10 let nazaj, najprej kot študent. In moj začetek kariere je v celoti bil iz analitskega vidika, sem bil analitik. Potem In ves čas pa zelo povezan z trgovanjem. Torej, analitik za področje trgovanja, ki se ukvarja z podporo službam, ki izvajajo trgovanje. Tekom let in okoliščin sem pa prišel na delovno mesto vodenja področja celotnega trgovanja. In ja, lahko rečemo, da sem neke vrste sedaj tudi trgovec. Se pravi, v bistvu sva nek hibrid, analitik in trgovalec, ne. Zdaj, analitik, ko rečeš, kaj konkretno si pa analiziral, če lahko mogoče poveš? Ja, energetika je res zanimiva v zadnjem desetletju, zelo dinamična, veliko se dogaja zaradi tudi evropskih usmeritev, zaradi spreminjanja regulative, zakonodaje. Kaj pa dela analitika pri nas, oziroma kaj sem delal tudi jaz, je predvsem priprava in obdelava podatkov za potem poslovne odločitve. Kaj je to, naprimer, nekaj par primerov. Recimo, analitika na GEN-I se ukvarja z spremljanjem elektrarn v Evropi, ki delujejo na evropskem energetskem trgu skupnem in vplivajo potem tudi na oblikovanje cene na evropskem trgu z električno energijo. Ta trg je precej specifičen. Zakaj? Zato, ker vsaka ura ima svojo ceno in elektrike se ne da shranjevati v generalnem, razen nekih tehnologijah sicer se da, ampak v načeloma mora biti v vsakem trenutku evropski energetski sistem v ravnovesju, torej toliko, kot je porabe, mora biti tudi odjem električne energije. Lahko sem nekaj vprašam, ker si zdaj rekel, da se elektrika ne da shranjevati. A se res ne da? Kaj pa hranilniki? Vem, da en GEN ponuja hranilnike, pa ne? Verjetno se da? Ja. Da se z nekaterimi novimi tehnologijami se da za kratek čas. Ne pa za celotno obdobje, recimo za celo leto. Kaj to pomeni kratek čas? Baterijski hranilniki tipično so velikostna gredna dnevnega shranjevanja energije. Se pravi, lahko pokrijemo nekaj dan, nekaj ur, a pa nekaj dni v najboljšem primeru. Obstajajo tudi druge tehnologije shranjevanja energije, kot so recimo akumulacijska jezera. Tam je pa ta časovna konstanta shranjevanja energije daljša in lahko govorimo tudi o sezoni, podobno z plinohrami. Se pravi, kjer se pa lahko energija shranjuje preko celega leta, vendar so te kapacitete omejene. A lahko mi da vsem skočiva malo na tvoje začetke? Zdaj, če lahko, kako padeš sploh noter v to zgodbo? To ni nekaj verjetno, kar naštudiraš na faksu, ali pač, ne vem, kje si naučil, oziroma kje se dobil to strast? Ja, znanje je zelo specifično in večina fakultet v Sloveniji tega ne ponuja, zato je veliko znanja shranjenega v know-howu kolektiva. In ta uvajanje v svet energetike in trgovanja z energenti traja kar nekaj časa in je treba iti čez neko obdobje. In bila je splet okoliščin, da sem začel delati v tem podjetju, potem se naravno odvijalo vse skupaj naprej. A lahko mogoče vprašam, ne vem, v tvojem prostem času, izven službe, ali pa mogoče preden si nastopil pač to službo, si mogoče trgoval tudi s kakšnimi drugimi inštrumenti, oziroma če lahko poveš mogoče tudi, kaj je bila tvoja prva naložba?
Ja, lahko. Ko sem bil malo mlajši, recimo tam v času, ko sem obiskal fakulteto, sem se tudi sam testiral v trgovanju z nekaterimi delnicami. To je bilo zame vedno zanimivo področje investiranja in recimo sem trgoval z delnicami na Ljubljanski borzi preko posrednika in tam sem se začel spoznavati z naložbami, investiral sem svoj denar, takrat, ki sem ga prešparal med študijem, recimo z delom in potem se je začela v bistvu ta neka entuziazem do trgovanja pa investiranja. Kaj pa recimo, a tudi danes investiraš v delnice in druge naložbe, ali so kakšne omejitve? Trenutno ne investiram aktivno za svojim kapitalom. Kaj pa kripto, mogoče spremljaš? Kripto spremljam že od vsega začetka, vendar nisem se podal v te vode. Od katerega začetka? Leta 2009 se je začel z Bitcoinom, od 2009 ali kva? Malo kasneje, nekje ob koncu fakultete, jaz sem študiral fiziko na fakulteti za matematiko in fiziko, smo se z sošolci, z vrstniki začeli pogovarjati o kriptovalutah, predvsem o Bitcoinu, takrat je bila edina taka znana. Mislim, da je bilo to nekje leta 2013. Nekateri so bili že takrat entuzijasti, moji vrstniki, ker so tehnologijo precej poznali, so se poglobili v njo in mogoče nas pripričevali, da je to naložba prihodnosti. Katera fakulteta je bila to? Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani, FMF. Ja. Glede pač samega trgovanja, zdaj si omenil aktivno trgovanje, da ne trguješ aktivno. Koliko pa aktivno je trgovanje recimo v tvoje službe? A govoriva tukaj o dnevnem trgovanju? Ja, trgovanje na trading floru v Geniju je precej dinamično. Govorimo o vsakodnevnih, vsakournih odločitvah. Tega trgovanja je precej. Mi sklepamo ogromno poslov vsak dan. Ker pa pokrivamo zelo široko področje, pa je pa to od dnevnega trgovanja do trgovanja, kjer pozicije držimo do nekaj mesecev, morda kvartalov. To je nekako naša dinamika in vse vmes. Zdaj, jaz poznam kar nekaj trgovalcev, po karakterju se mogoče malo razlikujejo od recimo nekih dolgoročnih investitorjev. Zdi se mi, da so mogoče bolj nagnjeni k špekuliranju, k nekim takim tveganim naložbam. Kako recimo, kakšen si pa ti po karakterju recimo? Ja, jaz bi rekel sicer, da nisem tipičen trgovec, zato ker izhajam iz področja analitike. Se pa strinjam, ja, ti sodelavci, ki so zelo uspešni na svojem področju, so malenkost specifični, imajo dovzetni so za tveganja, vendar tukaj mora biti strani podjetja vedno ta tveganja zelo obvladovana. Torej v smernice in okvirje trgovanja določa politika, korporativna politika podjetja, potem pa znotraj teh omejitev pa je trgovec lahko do neke mere tudi samostojen. Sicer pa naše aktivnosti niso samo špekulativno trgovanje, oziroma ta del je zelo majhen, ker se ukvarjamo tudi z optimizacijo električne energije med trgi. To pomeni, da jo energijo, ko je v nekateri državi, imamo viške v nekateri državi, kar v zadnjem času se to konstantno spreminja, od ure do ure, kje so te viške, in potem pravimo to energijo pripeljati do držav, ki pa imajo v tistem trenutku manjko, naprimer. In ta del trgovanja je tudi specifičen. To moraš biti stalno na preži, kaj imate potem več izmensko delo? Ja, energetski trg je v resnici odprt 24/7, 7 dni v letu, in to je recimo znotraj dnevni trg ali pa trg odstopanj. Tam delo poteka v več izmenah, ja, praktično vse ure, vse dni v letu, tudi vse praznike v letu. Kar nekaj izmed teh trgovalnih aktivnosti tudi v zadnjem času pokrivamo z algoritmi, temu rečemo algoritemsko trgovanje, ki so procesi, ki v nekih omejitvah znajo tudi zelo nadzorovano izvajati transakcije. No, se tole za algoritemsko trgovanje, imam tudi eno vprašanje, koliko si kaj pomagate, mogoče tudi z umetno inteligenco, če si kaj pomagate, pa ne vem, kakšnimi drugimi orodji.
Ja, zelo zanimivo vprašanje, ker tega je v zadnjem času vedno več, tudi pri nas in na vseh finančnih trgih, pa tudi na energetskih trgih. Zdaj, algoritemsko trgovanje bi jaz razdelil na neka dva različna segmenta. Eno je avtomatizirana eksekucija in to je samo proces, kako se pride do transakcije. In ta proces je ena zadeva, da je drug steber algoritemskega trgovanja pa potem logika, ki pa da nek signal. In ta dva dela sta zelo različna. Eno zelo procesni, drug pa vsebinski. Mi si pomagamo z obema tema procesoma, pravimo jih avtomatizirati. Se pravi, za samo eksekucijo so naročila, ki jih lahko odda tudi oseba, se pravi sodelavec, človek, in potem algoritem samo to transakcijo izvede po navodilu. Lahko se pa tudi ta drugi steber, ki je pa vsebinski del, običajno se lahko tudi poslužujemo, ali pa v nekaterih primerih se poslužujemo tudi strojnega učenja ali pa umetne inteligence, ki sugerira, kaj je v tistem trenutku potrebno narediti. Ta del se pa zgodi seveda z poznavanjem vseh preteklih dogodkov, podatkov, kaj se dogaja v tistem trenutku v omrežju, in na podlagi vsega tega se lahko tudi algoritem odloči o tem, kaj bo storil. Je pa vse skupaj pa zelo nadzorovano in spet v mejah oziroma omejitvah, ki smo jih postavili za posameznega, recimo, za posamezen algoritem ali pa trgovalno strategijo. Zdaj, nekajkrat si že omenil obvladovanje tveganj. Zdaj, če gledava to statistiko teh dnevnih trgovalcev, statistika tem dnevnim trgovalcem ni prav preveč naklonjena. Našla sem eno statistiko, in sicer 40% dnevnih trgovalcev preneha trgovati v roku enega meseca. To govoriva za fizične osebe, pri vas si tega ne morete privoščiti, ker ste profesionalci. Pa da je precej nizka uspešnost, da je le 1% takšnih, ki jim uspe v 5 letih dosledno dosegati neke donose. Kako torej biti uspešen? Ja, res je. Ta del je zelo pomemben, predvsem iz vidika eno sicer retail trgovanje, katera ta statistika drži, druga pa trgovanje, recimo, ki je podprto strani podjetij. Tega dnevnega trgovanja, še enkrat poudarjam, ni to večinski del našega delovanja, ampak nekaj pa tudi je. Zelo pomembno je pa, da ti trgovci, ki se odločajo o dnevnem trgovanju, imajo zelo veliko podporo strani analitike. To pomeni, da razumejo, kaj se dogaja na trgu, da imajo vse informacije, kaj se dogaja širše po svetu, recimo spremljanje geopolitičnih novic, pretresov praktično 24/7, oziroma pa saj, recimo, terminski trg je odprt vsakodnevno, pa vse delovnika nekje med 8 zjutraj in 6 popoldan, to je 10 ur, in v tem 10-urnem času se evropski energetski trg ves čas spreminja na podlagi novic in ti zaposleni, ki se odločajo, pa so primorani se odločati o poslovnih odločitvah vsakodnevno, imajo zelo veliko podporo strani teh podatkov in razumejo, zakaj se tudi kakšen premik naredil. In tukaj seveda iščemo uspešnost, ki je na dolgi rok profitabilna in predvsem pa stabilna. A zdaj, kar rečeš, podporo strani analitike, pa da se spremlja vse te novice, dnevne novice, geopolitika in tako dalje, tukaj potem, kaj analitik pripravi neko analizo in na podlagi te analize se potem odloči trgovalec za trgovanje? Ja, to je več načinov, kako izgleda ta analitska podpora. Eno, recimo, izgradnja nekaterih pregledovalnikov, dashboardov, ki so interaktivni in se osvežujejo avtomatizirano, zato da ima trgovec pri sebi vse potrebne informacije, brez da mora analitik, ki sicer sledi zelo blizu zraven njega ali pa ob boku, kaj samo osveževati, se pravi pripravljati analize, prosto je tu sam pregledovalnik podatkov ali pa agregacija različnih vrst podatkov. Druga pa so neke analize, kjer se pa analitika ali pa področje analitike izračuna nekatere napovedi ali pa predvidevanja, kaj se bo zgodilo na evropskem trgu energentov. Recimo, dam primer. Na cene na evropskem trgu energentov zelo vpliva vreme. In vreme se z različnimi globalnimi meteorološkimi modeli osvežuje večkrat dnevno, recimo 2-krat, 4-krat dnevno. In vsakič, ko pride nov podatek o novi vremenski napovedi, je običajno kvalitetnejši od tistega, ki smo ga imeli prej.
in potem se vsi ti podatki, ki jih dobimo v hišo, na avtomatiziran način obdelajo in prikažejo trgovcem, kako to lahko vpliva recimo na prihodne gibanje cen z energenti. Primer. Vreme, to je taka v bistvu vsakdanja zadeva. Kaj pa recimo, zdaj imamo pač vsa ta geopolitična trenja, Bližnji vzhod, potem Ukrajina je še vedno. Kako pa recimo to ukalkulirate? Ja, ti geopolitični dogodki so zelo nepredvidljivi in v resnici je energetski trg že od leta 2020 nekje od COVID-a, pa potem po COVID-u oziroma ob začetku ruske invazije na Ukrajino leta februarja 2022 konstantno v nekem geopolitičnem primežu. In energetski trg v Evropi je šel čez eno tako zelo zahtevno energetsko krizo, ki je trajala 2022-2023 in se počasi sicer umirja, ampak trenutno so razmere na evropskem trgu energentov precej spremenjene, kot smo bili vajeni desetletje nazaj. Zelo malo plina prihaja iz Rusije in tukaj ni videti, da bi se to v prihodnosti kadarkoli spremenilo. Evropski energetski trg je kar naenkrat postal zelo bolj globalno vpet, zato ker to manjko plina po plinovodih iz naprimer Rusije, mora Evropa nadoknaditi z uvažanjem utekočinjenega zemeljskega plina in ti proizvajalci so Katar, Avstralija, Severna Amerika, zato to so nove poti energentov v Evropo. Zato vse skupaj, kjerkoli se kar zgodi na svetu, vpliva na trg energentov tudi v Evropi. In te stvari so nepredvidljive in so že del vsak dana, vsaj v zadnjih recimo 4 letih je tega precej. Ja, in kako potem obvladuješ tveganje, če je tako nepredvidljivo? Ja, zato mora biti vsa ta tveganja in odprte pozicije, ki jih imamo, trgovalne pozicije, mora biti zelo zamejene, ker to so stvari, ki jih ne moramo predvidevati. Lahko sicer predvidevamo scenarije, what if, s tem se zelo veliko igramo, ali pa pogovarjamo o tem, kako bo trg odreagiral, če se recimo eskalacije na Bližnjem vzhodu nadaljujejo. In na to temo potem delamo različne scenarije, ki so zelo analitsko podprte, se pravi, koliko manj plina v Evropo bi lahko zaradi kakšne eskalacije prihajali, kakšna bi bila lahko cena tega plina potem. In tukaj iščemo vedno najboljše razmerje med obvladovanjem tveganj pa poslovnimi priložnostmi. A se pravi, če jaz prav razumem, vi v bistvu trgujete potem z vsemi temi nekako commodity, se pravi zemeljski plin, nafta, elektrika. Tako je. Kar se tiče Evrope, trgujemo z vsemi energenti, to je električna energija, kjer je naš primaren energent, zemeljski plin, emisijski kuponi, potrdila o izvoru, precej trg je v nastajanju, vsaj v zadnjih letih ali pa v razvoju, nafta tudi. Tudi nafta. Zdaj, ko si rekel potrdilo o razvoju, so v nastajanju. Kaj to pomeni? O izvoru. Kaj to pomeni? Ja, recimo Geni kot dobavitelj električne energije svojim končnim odjemalcem nudi samo popolnoma brezogljično električno energijo. Kako to lahko naredimo? Za vsak megavatno uro energije, ki jo kupimo za končne odjemalce, istočasno kupimo tudi potrdilo o izvoru te energije in ta potrdilo dokazuje, da je bila ta energija pripeljana iz specifičnega vira, recimo sonca, vode, vetra, jedrske energije in s tem garantiramo oziroma jamčimo, da je dobavljena energija končnim odjemalcem brezogljična. To je kot nekakšen certifikat. To je certifikat, tako je. Obstaja sistem za trgovanje z potrdili o izvoru, ki dokazujejo, iz kje prihaja elektron, recimo. Ampak recimo, zdaj to verjetno lahko samo profesionalci delajo preko pač očitno nekih profesionalnih platform. Zdaj mali vlagatelj težko trguje s kakšno elektriko. Ja, res je. Saj jaz nisem seznanjen, da bi kakšen recimo broker te stvari že omogočal. Nekateri brokerji z fizičnim osebam omogočajo trgovanje z emisijskimi kuponi, ki je finančni inštrument. Za ostale energente pa ta prag kapitala, ki je potreben, previsok za fizične osebe.
Ja, mislim, da celo obstajajo ETF-ji za te emisijske kupone. Ja. A ne? Ja, kako pa recimo zdaj, ne, marsikdo, če zdaj se predstavlja čisto v vlogo neke gospodinje ali pa nekega povprečnega Slovenca, kako recimo marsikdo razmišlja, bom preveril, kakšne so cene med dobavitelji, pa bom potem šel zamenjal in šel k dobavitelju, ki mi zagotavlja najnižjo ceno. Se pravi, predstavljam si, da drugi dobavitelji tudi imajo neke trgovalce z energenti. Na Petrolu vem, da imajo. Kaj pa ostali ponudniki? In kako dosegate razliko v ceni oziroma kako omogočite cenovno ugodno elektriko svojim strankam? Ja, vsi dobavitelji, ki ponujajo električno energijo pa zemeljski plin končnim odjemalcem, morajo v nekem trenutku to energijo tudi priskrbeti na trgu. Zato večina dobaviteljev ima svoje ekipe, ki jim pravimo upravljalski del trgovanja, ki skrbi za upravljanje portfelja za končne odjemalce. In tukaj seveda je odvisno od politike posameznega podjetja, kdaj, v katerih trenutkih in kako razprši tveganja, da doseže najboljše cene za svoje končne odjemalce, kar je velik cilj vseh dobaviteljev, seveda tudi nas. Zdaj, če še majčkeno se dotakneva teh ETF-ov, malo sem gledala, kaj v bistvu vse lahko kupi mali človek. Zdaj za elektriko sva rekla, da ni možno, tudi CFD-jev izvedenih finančnih inštrumentov tudi ni. Kaj pa nafta, recimo, to se mi zdi, da mislim, da so na voljo neki ETF-i, da bi lahko trgoval tudi z nafto oziroma kupoval. Ja, za nafto je možno trgovati, ker vem, ker sem tudi sam probal v neki fazi v začetku moje kariere. Nafta je globalni trg in je zelo specifičen. Na njega vplivajo pa res vse globalne novice in politika in OPEC plus kartel in vse ostalo, kar se največji playerji na trgu pogovarjajo in delajo. Ja, zdaj si zelo lepo povedal, ta kartelno dogovarjanje glede same cene. Videli smo tudi zdaj, ko so bile te eskalacije na Bližnjem vzhodu, je tudi cena nafte poskočila. Vsi smo praktično spremljali, kaj se dogaja s ceno nafte. Kako pa recimo, vse to si že nekaj omenil, kako obvladovati ta tveganja, ampak vseeno, a nas lahko doleti kakšen res ekstremen scenarij, kjer bi nafta lahko poskočila na rekordne višave, ali pa da bi šli v kontrasmer, ko smo imeli so negativno, ko je bila celo negativna cena nafte? Ja, jaz mislim, da nafta je trg, ki je zelo težek za trgovati, posebej za fizične osebe, ker imajo zelo malo prednosti proti nekim večjim igralcem, ki imajo veliko več informacij, pa so zelo decision makeri o politiki, recimo posameznih držav, zato mislim, da je zelo težek trg za trgovanje. Ker je svet v zadnjem času precej geopolitično nestabilen, predvidevam, da so scenariji pri nafti zelo široko odprti v obe smeri, in navzdol in navzgor, in tudi nafta ima nek momentum, v katerem času je treba izravnati dobavo in proizvodnjo, in to lahko v neki točki, recimo v času, pride do oversupply, kar se je zgodilo takrat, ko smo prišli do negativnih cen. To je bilo v času COVID-a, potem pa navzgor scenariji so tudi zelo verjetni. Naprimer, če bi ravno zdaj v zadnjih dneh je bilo kar nekaj govora, da bi bili vojaški cilji tudi naftna črpališča na Bližnjem vzhodu, in zato je bila tudi tista reakcija na trgu, pa potem se vse skupaj mehano umirilo, ampak še vedno ne na nivoje pred temi komentarji. Jaz mislim, da je zelo občutljiv trg in upam, da ne pride do takih scenarijev. Mogoče samo še to, kar sva prej omenjala, te emisijske kupone. Marsikdo, verjetno so naši poslušalci slišali za Boštjana Bandla, on je eden najbogatejših Slovencev, ki trguje tudi z emisijskimi kuponi. Ali lahko mogoče poveva malo o emisijskih kuponih, na kaj moraš biti pozoren, ko se recimo bi odločil eventualno kupiti konec koncev tudi mogoče
ETF, to je zelo taka nišna, specifična investicija, a ne? Ja, res je. Ja. Emisijski kuponi so čisti finančni inštrument in so ustvarjeni z namenom, da pomagajo, pohitrijo trajnostni prehod Evrope. In to je inštrument, ki ga je oblikovala Evropska komisija. In cena teh emisijskih kuponov je zelo odvisna od pogleda, ki ga ustvarja tudi najvišji evropski politični vrh, kaj ima na agendi, kako hitro želi priti do vseh ciljev in koliko se bo striktno držal vseh ciljev, ki smo si jih zadali. Za fizično osebo mislim, da obstajajo priložnosti tudi s temi ETF-i. Predvsem je treba recimo gledati podatke, ki so javni, koliko emisij porabljajo posamezni sektori in koliko je potem potrebno teh emisijskih kuponov unovčiti za to, da smo recimo plačali ta davek onesnaženja. Recimo dam primer. Več časa, kot deluje neka termoelektrarna v Evropi, več časa bo mogla emisijskih kuponov tudi potem unovčiti v naslednjem letu. In te stvari se da spremljati, ampak je treba se res poglobiti in razumeti vse skupaj. Jaz tako, ko slišim te emisijski kuponi, to se mi zdi, kot da se trguje z nekimi odpustki. Ne vem. Zdaj, ko je bilo govora o zelenem prehodu, a ne, mogoče, ne vem, no, zdaj, če ti imaš tam neko termoelektrarno, ki ima določen, ne vem, koliko teh emisijskih kuponov dobijo, pojma nimam, ampak verjetno ne, se dogajajo neke pač, ne, kako bi lahko opisala, to recimo termoelektrarna ima koliko teh emisijskih kuponov in kaj se potem dogaja? Ja, za posamezno termoelektrarno je zelo dobro poznamo parametre vsake termoelektrarne, kaj pomeni, da vsako energijo, ki proizvede, tudi vemo, koliko emisij ogljikovega dioksida je pri tem proizvedla. In emisijski kuponi so namenjeni, da je to drago. Vsako onesnaževanje z ogljikom je drago in to je tudi namen teh kuponov. In ciljno je, če hočeš osnaževati, boš plačal drago, visoko ceno. Tako. Evropa je zagotovo tukaj na globalni ravni je trendsetter, je postavila recimo sama sebi zelo visoke omejitve in zelo visoke standarde. Vedno več tudi ostali deli sveta zavedajo, da je v to smer potrebno iti, potem je pa samo odvisno s kakšno hitrostjo. In tukaj so vedno na teh COP konferencah recimo je vedno govora samo o tem hitrosti, koliko hitro bomo zdaj šli v brezoglično družbo. No, zdaj, ko govoriva o tej brezoglični družbi pa zelenem prehodu, zadnje čase, pač zelo dolg časa že spremljamo, kaj se dogaja na tem področju. Tudi ena od zavez Evropske unije je bila, da do leta 2035 bi se nekako te avtomobili z notranjim izgorevanjem umaknili z trga oziroma se ne bi več prodajali. Zdaj pa tudi vidimo, da električni avtomobili ne gredo ravno dobro v prodajo. Poleg tega so zdaj še uvedli carine na sicer cenejša kitajska električna vozila. Zdaj Kitajci nazaj odgovarjajo z svojimi carinami na žganje in ne vem, kaj še vse bodo uvedli carine. Kako pa recimo gledava na to zadevo kot trgovalec oziroma analitik? Ja, iz vidika trgovanja ali pa analitike je predvsem zanimivo, kako to vpliva na gospodarstvo. Vse ti cilji, ki jih zadamo za doseganje trajnostne prihodnosti, vplivajo na nek način na gospodarstvo. In Evropa je zato, ker želi biti prva na tem področju, zelo v nezavedljivem položaju, zato ker to zelo vpliva na davke, recimo, ker recimo emisijski kuponi so neke vrste obdavčitev za onesnaževanje, kjer je drugje po svetu nižja ta obdavčitev. In seveda to vpliva tudi na vse industrije, ne samo na avtomobilsko, predvsem pa tudi na avtomobilsko v zadnjem času. In tukaj bo Evropa mogla narediti nek razmislek, kar tudi že prvi zametki tega se recimo kažejo v tistem Draghijevem poročilu o kompetenčnosti Evrope in konkurenčnosti.
In ja, jaz mislim, da bo Evropa zelo pametno mogla zastaviti te svoje cilje, zato da ne ogrozi tudi nekega gospodarstva v naslednjih letih. Ja, kakor jaz vem, avtomobilisti niso bili prav preveč evropski navdušeni nad temi carinami, ampak zdaj carine so tukaj in zdaj prihajajo nazaj Kitajci z nekimi svojimi carinami. Ok, greva zdaj nazaj na pregravanje enega scenarija. Recimo, da nekako špekuliramo, da bo cena elektrike v prihodnje mogoče poskočila. Kako lahko mali vlagatelj, glede na to, da ne more trgovati z elektriko, kako lahko mali vlagatelj vseeno je del te zgodbe, ne vem, morda investira v neke trgovce, ki trgujejo oziroma ki delnice kotirajo na borzi, na kakšen način lahko v bistvu smo del te električne, ali kako bi rekla temu, pravljice? Ja, zelo dobro vprašanje. In jaz mislim, da predvsem v zadnjih letih obstajajo rešitve za to. In te rešitve so čim večja samooskrbnost. Recimo, če gremo na nivo fizičnih oseb, pa gospodinjstev, je najboljša investicija, ki jo lahko naredi neko gospodinjstvo, je, da postane samooskrbno. To se lahko zgodi recimo z investiranjem lastne sončne elektrarne na strehah, če obstaja ta možnost. In s tem v resnici, recimo tudi v kombinaciji s hranilnikom, lahko si zagotovimo, da je cena naše energije neodvisna od razmer na trgu. In to je res dobra opcija, v katero energetika v Evropi gre, v Slovenija pa to tudi zelo spodbuja. In tiste gospodinjstva, ki so to naredila, mogoče še v času, še v preteklosti, jaz mislim, so naredila zelo dobro finančno odločitev, če ta možnost obstaja. Mogoče pokomentiram še za tiste, ki pa nimajo te možnosti na lastnih strehah, je pa v zadnjem času zelo aktualne tudi lokalne skupnosti. To pomeni, da skupnost se poveže in investira v neko malo večjo sončno elektrarno in potem ta večja sončna elektrarna pokrije tudi dobavo energije v tisti okolici. In je to na isti način dosežemo samooskrbnost. Lahko pa investiraš v delnice podjetja, ki ponuja te variante, ali pa se ukvarjaš z razgradnjo sončnih panelov, ki je tudi eden izmed pomembnih težav, s katerim se bo svet soočal. Veš, ker recimo je bilo zdaj govora o samooskrbi, pa o tem, da imamo svoje solarne sončne panele, pa da je to najboljša investicija. Težava tukaj je, kot je bilo že na začetku omenjeno, da ne moramo hraniti energijo, oziroma v hranilnikih je to kratkoročno hranjenje. Mi smo pa v času, ko je sonce zunaj, v službi. Kaj se dogaja potem z električno energijo? Ja, res je. Do neke mere za to poskrbi dobavitelj in lahko te viške in manjke upravlja. Sicer pa v prihodnosti bodo vsi sončni sistemi najverjetneje imeli tudi baterijske hranilnike. Ti baterijski hranilniki potem pomagajo vsaj na dnevni ravni izravnavati te viške in manjke na lokaciji sami. In pomeni, vsaj za čez dan je energije, ki prihaja iz sonca, dovolj. Sicer obstaja tudi na to isto tematiko, bi recimo dodal še pametno upravljanje doma, ki je nujno za učinkovito rabo energije. Takrat, ko je energije dovolj, je potrebno jo tudi porabljati na lokaciji sami. To pomeni, da takrat, ko nas ni doma, še vedno lahko nekatere naprave pri nas delajo. Naprimer, to je recimo baterija, da se lahko polni v tistem času, lahko je tudi avto, če je doma, se lahko polni v tistem času, ali pa tudi kakšna druga dela, recimo kakšna gretje, toplotno črpalko se da tudi lepo sprogramirati v kombinaciji s temi viški pa manjki. Tako da obstajajo rešitve, jaz mislim, da to prihodnost, sam moramo še malo razviti vse skupaj. Ja, pa mogoče moramo še malo našparati, da se bomo vse to lahko prvoščali, ker tole, med sončni panel, potem en baterijski hranilnik, potem pametno upravljanje doma, jaz tukaj vidim kar precej veliko denarja gre za to investicijo. Je treba to v bistvu planirati, pa mogoče pač smiselno načrtovati te nakupe. Ja, res je. Pa imamo pa še električni avto, ki je načeloma še vedno kar drag, ne? To je pa kar res lahko ena zelo velika investicija. Sprašujem pa se, a so na drugi strani tudi taki prihranki potem pri elektriki in drugih stvarih?
Tukaj so vse te tehnologije so relativno nove. Električni avtomobili, sončne celice, baterije. In vse te nove tehnologije delajo neko disrupcijo na trgu, so nekaj novega. In se tudi čez čas se zelo podcenjujejo. To je vidno že iz podatkov zadnjih 5 ali 10 let. In se tudi predvidevanja za naprej so vse v smeri pocenitve teh tehnologij. Sicer, ker recimo primer električni avtomobili, vsa industrija gre v razvoj električnih avtomobilov ne zato, ker vidi priložnost že danes, da so cenejše, ampak zato, ker predvideva, da bodo te baterije, ki so največji del električnih avtomobilov, čez čas cenejše. In to se tudi že vidi, da se predvsem baterijski hranilniki so se v zadnjem letu zelo pocenili, recimo tudi za 50%. 50% na koliko? Recimo za eno poprečno družinsko hišo. Ja, zdaj ne bi dal številke iz glave, ampak rekel bi, recimo baterija, ki jo rabi družinsko neko gospodinjstvo, je 10 kWh. Taka baterija recimo, da stane danes med 5 pa 10 tisoč evrov. Zdaj, omenjaš, da pač gre vse v smeri pocenitve. Imamo pa recimo nekatere produkte iz neke države, ki so že poceni, pa smo rekli, gremo jih še pač dati carine tarife gor na te avtomobile, 45%. Se mi zdi malo nenavadno, gremo v smeri pa pač, ja, se vem, tudi kitajski avtomobili električni imajo kar nekaj omejitev, no. Vem, da en kolega, ki spremlja ta trg, ni prav preveč navdušena, tako da. A lahko mogoče, zdaj, ko govoriva o vsem tem, mogoče tudi ta skupni evropski energetski trg, če lahko mogoče kakšno besedo ali dve spregovoriva, ker tukaj je tudi kar nekaj politike v ozadju, pa recimo, kako upravljalci z energenti tudi menedžirate ta politična tveganja, ki obstajajo? Evropa spet, predvsem v zadnjih letih, strmi k temu, da se električni trgi čim bolj spojijo. To pomeni, da so zelo odvisni eno drugega. In tukaj se v zadnjih letih precej spremenili na metodologiji, kako se izračuna cena, v katerih trenutkih se izračuna cena in kako povezani so trgi. Danes je večina Evrope spojena v enotni trg, recimo to je regija med Francijo pa tudi do Grčije, oziroma tam nekje do Bolgarije in vse recimo te srednje evropske države. In v resnici se cena določi istočasno glede na potrebe in viške in manjke v posamezni državi, v posamezni uri na vseh teh državah skupaj. Ta nova metodologija predvsem omogoča to, da so neke večje disrupcije na trgu ali pa neki veliki spajki, recimo v posameznih urah visoke cene, precej bolj omejene in da so optimalni pretoki energije med državami. In to precej pomaga gospodarstvu v Evropi in tudi Slovenija je del te core regije. In na ceno električne energije v Sloveniji vpliva v resnici dogajanje na celi Evropi v vseh trenutkih. In tukaj nismo izolirani kot država. Zadnjič sem poslušala en komentar vezano na ceno elektrike v Sloveniji, in sicer, da smo locirani regijsko na neugodni lokaciji in da zato je cena elektrike v Sloveniji dražja v primerjavi z okoliškimi državami. A to drži? Jaz bi rekel, da ne drži, oziroma ne da bi rekel, jaz vem, da ne drži. Poznam pa te komentarje in me v resnici zelo zmotijo take komentarje, ki pridejo v javnost in izpostavijo nek dan ali neko uro, ko je v Sloveniji res cena električne energije na sprotnem trgu višja kot pa v vseh drugih evropskih državah, ampak je to specifično za neko zelo kratko obdobje. Če pogledamo cene električne energije, recimo sprotnega trga na neko daljšo časovno obdobje, recimo celo leto 2023 ali 2024, potem vidimo, da Slovenija v resnici nikjer ne izstopa in je nekje na sredini med evropskimi državami, sploh v zadnjem času po novi metodologiji, ki je spajanje na podlagi pretokov moči, je slovenski trg se pomaknil malo nižje v primerjavi s preteklostjo. Če jih primeram na lestvici med Madžarsko pa Nemčijo, je slovenski trg šel malo nižje.
proti bolj nemški ceni. Recimo, da nemška cena je neka referenca, je običajno tudi ena izmed nižjih v Evropi. Zdaj, Na veleprodajnih trgih govorim. Zdaj, ko omenjaš, da ko pač pogledaš na določen dan, je cena pač taka, kakršna je, drugič, ko pogledaš, je spet malo drugače. Se pravi, a lahko rečeva, kakšna je volatilnost recimo na tem trgu? Ja, na tem trgu je ogromna volatilnost, sploh v zadnjem času, zaradi spreminjanja fundamentov oziroma podatkov ali pa zadev, ki vplivajo na porabo energije in na proizvodnjo energije. In v zadnjem času, ko je veliko obnovljivih virov energije v sistemu, en dan, pa na plastičen primer, en dan je zelo velika vetrna energija v Grčiji, naslednji dan je zelo velika poraba v Franciji, ker je tam lokalno nek mraz, recimo, in to se spreminja iz ure v uro. In zato je tudi cena električne energije iz ure v uro drugačna. Volatilnost je pa zelo visoka na teh sprotnih trgih ali pa znotrajdnevnih trgih. In recimo vidimo tudi negativne cene takrat, ko so viški energije, obstaja na teh trgih tudi pride do posameznih izoliranih ur, ki so tudi negativna cena, medtem ko so pa nekatere ure, ko je te energije manj, zelo visoke. In ta urna nihanja so v bistvu tudi poslovna priložnost za hranilnike energije v prihodnosti in zagotovo bo tukaj nek prostor, ki bo pokrit z drugimi tehnologijami. To, kar si rekel, da se spreminjajo ti fundamenti, pa da je spet odvisno, koliko je te elektrike sproducirano iz obnovljivih virov energije, pa če bi lahko procentualno pogledal, koliko pa je dejansko te energije, ki je v bistvu posledica pač te produkcije iz obnovljivih virov. Ja, ta odstotek proizvodne energije recimo iz vetra in sonca v Evropi ves čas narašča. V bistvu zelo skokovito narašča v zadnjih letih. Mislim, da imam v spominu, da je v 2023 ta skupek presegel nekih 40% na ravni Evrope in je tudi že višji kot pa recimo proizvodna iz ogljičnih virov, se pravi iz termoelektrarn, to so plinske pa premogovne elektrarne. A lahko nekaj vprašam? Zdaj, veliko se omenja vetrna energija. Pri nas teh vetrnic je zelo malo. Sem pa dobila danes od kolegice iz Severne Makedonije, da je GEN-I zgradil drugo največjo sončno elektrarno v državi, ki bo proizvajala 15.500 megavatov energije na leto. Zakaj pa v Sloveniji je problem spet politika, pa druge težave predvidevam, ne? Ja, tukaj je več razlogov. GEN-I si želi postavljati sončne elektrarne v vseh državah, sploh pa doma v Sloveniji, ker je potrebujemo za naše odjemalce in tudi iščemo poslovne priložnosti za to. Makedonija je bila pa ena izmed trgov, kjer je bil ta proces hitrejši. Zato smo se odločili, da investiramo in to je že naša druga elektrarna. Prva je 17 megavatna, druga 12 megavatna, obe že delujeta in proizvajata čisto brezogljično energijo, sončno. Se pravi, ima pa potem te vetrne elektrarne, sončne elektrarne, še kakšne druge elektrarne? Recimo brezogljične, ogromne tehnologije, ki so brezogljične, recimo hidroelektrarne, potem tudi jedrska energija je tudi zelo čisto brezogljična. In to so tehnologije prihodnosti. Prej si omenil, da so nihanja zelo velika in da so včasih pomembne tudi urna nihanja oziroma urne spremembe. Pa me zanima, zdaj ta realni čas, koliko so vam pomembne te informacije v realnem času? Verjetno so zelo pomembne, da ste noter v dogajanju in da se hitro odzovete. A preden se vi odzovete, imate kakšne sestanke, ker potem kot ekipa sprejmete odločitev, ali ima upravljalec oziroma trgovalec je pooblaščen, da sam sprejme neke odločitve in s koliko denarja v bistvu trguje, če lahko, ne vem, vprašam, ker ne vem, kako naj drugače vprašam. Ja, kar se tiče načina odločanja na področju trgovanja, imamo več spektrov, pa cel spektr nekih procesov. V nekaterih delih je to zelo skupinska odločitev, kolektivna,
se o tem pogovarjamo, pogledamo analize, reporte, probamo razumeti what if scenarije in potem naredimo neko skupinsko odločitev. V nekaterih delih so pa trgovci zelo samostojni, ker imajo na voljo vse podatke, recimo se spremeni napoved vetrne proizvodnje za našo elektrarno v upravljanju, vetrno elektrarno recimo na Hrvaškem, in potem samo na podlagi te nove informacije za nekaj naslednjih ur v prihodnosti lahko upravlja s to energijo in je samostojen. Kar se tiče drugega vprašanja, s kakšnimi tveganji, pa bi raje se izognil temu vprašanju, ker je to tudi poslovna skrivnost. Mislim, zneski. Tudi o zneskih ne bi govoril. A greva mogoče skočiti na napovedi, ker večkrat smo omenila neke if scenarije, pa me zanima, kakšne so vaše napovedi, recimo, kaj pričakujete. Zdaj ne vem, a se gleda kratkoročno do konca leta, a se gleda tudi kaj naprej v prihodnost. Glede vseh teh energentov. Ja, dobro vprašanje. Nekje od nekaj ur naprej, tam se začne ta naša krivulja trgovanja in potem nekje vse toliko let naprej, kolikor je mogoče trgovati na trgu. Zdaj, energetski trgi v Evropi so likvidni nekje za 2-3 leta naprej. To je največja dinamika. Do tiste točke se tudi mi lahko odločamo. Največ dogajanja pa nekje od dneva naprej, pa recimo do enega leta naprej. Tako v bistvu kratkoročno so te vaše napovedi do enega leta. Tako je. Ja. A lahko se samo še dotaknemo te trgov, preko katerih v bistvu trgujete? Zdaj, če lahko mogoče tukaj pojasneva te terminske pogodbe. Ja, trgovanje poteka na več različnih trgih, na veleprodajnih, recimo terminski trg je en trg v naboru, tam se trgujejo terminske pogodbe od dneva naprej pa do nekaj let naprej, to so lahko futuresi, forwardi, lahko fizično trgovanje, finančno trgovanje, recimo lahko je to samo CFD, po drugi strani pa lahko res kupljena fizična energija od nekega proizvajalca. Potem obstajajo drugi trgi, so pa, in to je continuous trg, ali pa ne poznam slovenske besede. To pomeni, da je ves čas odprt, v te terminski trg, ki je med 8 zjutraj pa 18 popoldan, in cena niha ves čas, recimo tako kot lahko pogledamo na kriptovalutah. Potem drug trg trgovanja je bolj aukcijske narave, to pomeni, da je neka zbiranje ponudb in povpraševanj in v nekem trenutku je potem cena določena. To je trg za dan vnaprej, ker je zelo tak referenčni trg na elektroenergetskem trgu. Potem pa obstajajo še drugi trgi, ki so še bližje nekemu real timeu. To so znotrajdnevni trg, kjer spet se trguje z vsako v bistvu 15-minutnim intervalom. Vsaka četrtinka znotraj ure ima tudi svojo ceno. In tam so tudi trg, ki je continuous ali pa aukcijski. Na koncu pa pridemo še do trgov, ki so še bližje real time, to so pa trg odstopanj, kjer posamezna družba, ki je tudi recimo ima bilančno skupino, skrbi za to, da ne odstopa oziroma da ima pod kontrolo vse, kar je njihovim proizvodnem ali pa portfelju za odjemalce. A lahko sam še ena zadeva, zdaj sem se spomnila, pred leti se je zelo veliko govorilo o podjetjih, ki so ali pa niso špekulirali za nakupom recimo elektrike, pa so potem, ne vem, so plačevali visoko ceno, recimo, če niso si zagotovili pravočasno. Kako pa recimo tukaj lahko, ne vem, mogoče kakšen poslušalec si pomaga, ki se zakupuje elektriko, če jo zakupuje na borzi? Ja, predvsem to velja za podjetja, za neke B2B stranke. Ta podjetja imajo kar težko nalogo, da se odločijo, v katerem trenutku se odločijo za neko nakup ali pa hedge. In jaz mislim, da večje kot je podjetje, večja je ta odgovornost ali pa naloga. In zdaj za največja podjetja priporočamo, da so zelo na tekočem z dogajanjem na trgu energentov in posvetijo dosti pozornosti pri odločanju.
Sicer je pa vse skupaj treba zelo enostavno, je tukaj zelo pomembno obvladovanje tveganj, torej ne iskati najbolj ugodnega trenutka in špekulirati, da iščemo še nižje cene, ker običajno iščejo nižje cene ti kupci in čakati na zadnji trenutek. Ne? In je treba recimo najbolj priporočljivo, sicer odvisno od velikosti podjetja, da se te nakupi izvajajo sproti, recimo tekom leta in potem iščemo neko zamejujemo tveganje, da ne kupimo recimo previsoko, da že vnaprej recimo del tega nekje upravljamo. Ne. Je pa res to specifično od podjetja do podjetja. Pri nekaterih podjetjih je strošek energije zelo, zelo velik, recimo v končnem produktu, ki ga proizvajamo, pri nekaterih je pa zelo mali, tako da je res zelo specifično. Sej to je v bistvu tudi en tak nasvet za male vlagatelje, obvladovanje tveganj, pa ne lovi dna, ker pač vprašanje, če ga boš ujel. Ne? Tako. A lahko greva mogoče še, bova omenila še ta vaš trading challenge, ki ga imate na GNI-ju. Kaj to sploh je in kaj želite s tem challengeom doseči? Ja, Trading Challenge je en zunanji program, ki ga izvajamo letos jeseni. To je en tak super način, kako se lahko mladi spoznajo z to tematiko in mogoče zvejo malo več o tem. To je v bistvu je način pridobivanja na naši strani tudi potencialnih kandidatov za zaposlitev, ker imamo potrebe zaradi širjenja poslovanja na trge, na nove trge in novih poslovnih priložnosti, pa nove produkte. Iščemo kar nekaj kandidatov, ki bi si jih želeli dodati v ekipi, in nam se zdi to ena super priložnost, da se s tem kandidati spoznamo. To je program, na katerega se lahko prijavijo kdorkoli, in ne iščemo samo kandidate iz Slovenije, ampak tudi širše, se pravi v mednarodnem okolju. Program bo v angleščini, potekal bo 6 tednov. In v bistvu v prvih 2 tednih so neka predavanja, da gremo še malo bolj v globino, kot so šla midva danes, da se probajo razumeti trg energentov. Potem pa sledi 4-mesečno obdobje trgovanja, kjer bojo sodelovali z našimi trgovci in bojo trgovali z nekaterimi energenti na isti način, na istih platformah, kot trgujejo tudi naši trgovci, in se bojo s tem tudi veliko naučili. Mi jih bomo pa probali mentorirati v tem procesu in jih izobraževati. Na koncu programa bomo pa pogledali, kdo so tisti, ki so se najbolj odrezali, najbolj spoznali oziroma so najbolj sodelovali, in na ta način upam, da dobimo nove sodelavce. To se mi zdi kot kar neka praksa. Ja, to gre za sicer nek tak popoldanski program, tako smo si ga oblikovali. Ja, v popoldanskem času bo potekala predavanja, potem tisti del trgovanja je pa v bistvu trgovanje, kot če bi trgoval na svojem računu, recimo brokerskem, v bistvu lahko trguješ v kjerkoli času, in je zanimiva priložnost. Ne? In v vsej tem programu tudi omogočamo pogovor z našimi senior trgovci, zato da jih lahko kaj vprašajo, kaj pa oni menijo na ta način. Ne? A to trgujejo prek nekih simulatorjev ali kako? Ja, to so platforme, ki so oblikovane za tak način paper trading ali pa demo trgovanja, recimo. Zdaj, marsikdo bo na tej točki se vprašal, kakšne so pa plače junior trgovalcev, recimo, če že prek tega challenge iščete nove kadre. Ja, jaz mislim, da energetika je zelo zanimivo področje in predvsem je pomembno, če se posamezniki nekaj prepoznajo, da bi si začeli kariero delati na tem področju, in je to odlična neka vstopna točka za njega in za posameznika. In to je bolj pomembno, kot pa jaz upam, da mladi bolj razmišljajo na dolgi rok, kot pa samo na prvo ponudbo, ki jo dobijo na trgu. Je pa kar pomembno, glede na to, da je na trgu dela kar precej velika stiska, se tudi verjetno sami veste, je pomemben tudi ta faktor, plus nekateri drugi, recimo delo od doma. Ja, zagotovo. Jaz mislim, da razumemo, kaj predvsem mladi danes iščejo, in to razumejo vsi delodajalci, in probamo temu se prilagajati, seveda. Jan, najlepša hvala za odlično debato. Ja, hvala tudi tebi.